Lepo pozdravljeni na Alzheimer kafeju, predavanju in druženju, ki ga v Narodni galeriji organiziramo v sodelovanju z Združenjem Spominčica, Alzheimer Slovenija in Emonikumom, projektnim partnerjem Spominčice. Dogodek poteka v avditoriju Narodne galerije in istočasno na platformi Zoom, kjer se vas je zbralo kar nekaj. Danes bomo predstavili vpliv visokega krvnega tlaka in kakšen dejavnik tveganja predstavlja za razvoj demence. Predaval bo magister Primož Dolenc, specialist interne medicine in specialist kardiologije in vaskularne medicine, ki je zaposlen na kliničnem oddelku za hipertenzijo na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Je tudi podpredsednik Združenja za arterijsko hipertenzijo in avtor številnih študij in strokovnih člankov. Magister Dolenc, izvolite. Hvala lepa za tale prijazen uvod. Torej ne bom ponavljal svojega imena. Drage dame in gospodje, zahvaljujem se za tole povabilo. In upam, da ne bom preveč zapleten in da mogoče boste malo drugačno predavanje imeli tokrat ne toliko o demenciji, ampak o visokem krvnem tlaku oziroma, kakor ji strokovno rečemo, arterijska hipertenzija. O arterijski hipertenziji govorimo, ko je krvni tlak vztrajno povišan. Skratka, to običajno ni diagnoza, ki jo postavimo na mah, ampak traja krajši čas ali pa tudi malo daljši čas, da govorimo o njej, ker je treba dokončno potrditi, da je krvni tlak ni povišan samo prehodno zaradi različnih razlogov, ampak gre za trajno oziroma bolezensko zvišanje. Zdaj, krvni tlak, kot veste, je lahko samo prehodno, v kratkem času zvišan zaradi različnih okoliščin. Tako smo nekako narejeni, da če se nam kaj neugodnega dogaja ali bolezensko, ali tudi zaradi fizioloških razlogov, ponavadi krvni tlak lahko izrazito porašča, vendar ne gre za trajne poraste. Zdaj, če pogledamo naš planet, so srčno-žilne bolezni ubijalec številka 1, so najpogostejše, nekje okrog 19 milijonov smrti na leto pripisujemo srčno-žilnim boleznim. Rak je precej za nami in pa potem sledijo druge bolezni. Če se podrobneje ukvarjamo z srčno-žilnimi dejavniki tveganja, pa je visok krvni tlak na prvem mestu z okoli 10 milijonov smrti na leto na tem planetu. Takoj relativno hitro sledi kajenje, potem pa še različni drugi dejavniki tveganja. Še 20-25 let nazaj je bilo kajenje številka 1 razlog za umrljivost, zdaj pa zvišan krvni tlak. Če bomo delali vse tako, kot je prav, nas bojo prehiteli rakaste bolezni prej ali slej. Srčno-žilna smrtnost, pogostnost nekako pada, zato ker pač vedno več vemo o tem, kako preprečevati te dogodke, kako zdraviti, tako da ni nič čudnega, da se naši ukrepi nekje poznajo v populaciji, ampak seveda vidite, da pri starejših bolnikih oziroma populaciji pa je še vedno to zelo pomemben razlog. Slovenija ni prav nič drugačna kot od preostalega sveta, ampak če si pogledate te najpogostejše dejavnike tveganja, ki prizadevajo Slovence, je to še vedno visok krvni tlak, kajenje in pa sodobni srčno-žilni dejavniki, kot so debelost, sladkorna bolezen, preobsežno uporaba kuhinjske soli in alkohol. Druge stvari so nekje manj pogoste. Zdaj, kot smo že rekli, arterijska hipertenzija oziroma zvišan krvni tlak ni nič posebnega. Smatra se, da ima približno 20% odraslih hipertenzijo na celem planetu, se pravi več kot milijarda ljudi, in s starostjo je ta bolezen vse pogostejša.
tako da v Sloveniji celo 50% ljudi po 50. letu ima vsaj mejno zvišan krvni tlak. Fiziološko oziroma kako se naš krvni tlak spreminja s starostjo, je podobno in pri moških in pri ženskah, s tem, da imajo ženske rahlo nižji krvni tlak. V začetnih letih do srednjih let se sistolični krvni tlak postopoma, to je zgornja vrednost, krvni tlak označimo s sistoličnim in diastolično številko, to se pravi ta višja in ta nižja, in sta pomembna oba, se postopoma sistolični, se pravi zgornji tlak enakomerno zvišuje do kasne starosti, diastolični pa se zvišuje nekje do srednjih let, potem pa starostjo začne upadati. To je posledica ateroskleroze, trdosti žilja in posledica tega je povečan pulzni tlak, to je razlika med zgornjim in spodnjim tlakom, kar je, bi rekel, dolgoročno precej slaba zadeva, ker to pomeni že bolezensko stanje ožilja. No, to je še pri ženskah podobno. One so pravzaprav do srednjih let, do premenopavzalnih let dobro zaščitene pred srčno-žilnimi boleznimi, potem pa nekako dohitijo ali pa celo v višji starosti prehitijo moške. Tako da to so te drobne posebnosti. Posledica tega, ker je zvišan krvni tlak nekje definicija za vse starosti, za mladostnike je malo drugače, ampak po 18. letu velja, da je 140/90 mm živega srebra mejna vrednost. Posledica tega, da krvni tlak s starostjo porašča, je, da je pogostnost zvišanega krvnega tlaka z naraščajočo starostjo vse večja. Tako da če ste precej stari ali pa zelo stari, nad 80 in več, je pravzaprav neobičajno, če v razvitih državah zvišanega krvnega tlaka nimate. Težava pri hipertenziji je to, da ta bolezen ne dela nobenih resnejših problemov v začetnih letih in še vedno rad pokažem to sliko, ki je zdaj sicer že malo boljša. Od recimo množice odraslih jih samo tretjina ve, da ima hipertenzijo, oziroma ima hipertenzijo, tretjina niti ne ve, da imajo to bolezen in tretjina od teh samo doseže urejen krvni tlak z različnimi ukrepi in zdravili, da imajo pravzaprav hipertenzijo urejeno. Zato imamo pred sabo en tak masoven problem. Veliko število ljudi, od začetka ne zelo resno bolnih, vendar ta bolezen postopoma napreduje. No, v Sloveniji je zadeva ni nič boljša kot v preostalem delu sveta. Relativno starejša populacija smo, naša povprečna starost je že 44,5 let, 2 milijona nas je, to je 0,3 promila svetovne populacije in po naših nekoliko starejših epidemioloških podatkih nam gre še slabše kot v naši okolici. Tako da smo nekje ugotovili, da ima vsak drugi Slovenec že po 50. letu vsaj rahlo zvišan krvni tlak. Kar je novega je to, da se ta odrasla oblika hipertenzije pojavlja tudi pri otrocih, kar je posledica manj gibanja, debelosti, pasivnosti, stresnih okoliščin. Tako da se bojim, da te bolezni bodo še vedno zelo pogoste. In to je tudi bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok celotne umrljivosti prebivalstva. Ker nekje izjema so mogoče starejši moški in gospe, kjer je najpogostejši razlog že rakava bolezen, predvsem dojke pri gospeh, pa prostate in pljuč pri moških, ampak to je samo droben del populacije. Dela nam ne zmanjka, kot vidite je to 4400 možganskih kapi letno, okoli 5000 srčnih kapi ali pa akutnih koronarnih sindromov, se pravi nevarnosti, da bo do srčne kapi prišlo, tako da v času tega predavanja bo vsaj polovica bolnika se bo v Sloveniji pojavil z enim od teh problemov. Zdaj, arterijska hipertenzija je pomemben dejavnik tveganja za množico problemov, sicer so to možganske kapi ali
ishemične ali hemoragične, se pravi, da gre za prekinitev dotoka krvi ali pa krvavitev v možganovino, srčni infarkt, se pravi prekinitev dotoka krvi v del srčne mišice, potem srčno popuščanje, ko se srce postopoma tako ukvari, da ne zmore vseh naših potreb zagotavljati v telesu, pešanje ledvic, potem zožene odvodnice do žilja na nogah in pa povečano tveganje za atrijsko fibrilacijo, to je nereden srčni utrip, ki pa močno poveča tveganje za možgansko kap zaradi vrtinčenja krvi v srcu. No, kognitivni upad je verjetno najpomembnejši razlog, zaradi česar ste me na tole predavanje povabili, in pa seveda hipertenzija vodi v prezgodnjo smrt. Če pogledamo, tole zelo znana slikca o srčno-žilnem kontinuumu oziroma kako vse te bolezni kronične, nenalezljive delujejo, je tako, da se od začetka zelo blago zvišuje krvni tlak in se potem na nivoju molekularnih sprememb, ki jih niti ne znamo odkrivati, niti ne znamo opazovati, začnejo v tkivih pojavljati in po nekaj letih pa se zgodijo že spremembe, ki jih zlahka vidimo z običajnimi preiskavami. To je zadebelitev srčne mišice, spremembe na žilju arterij, predvsem na vratnih arterijah spremljamo spremembe, ker so nam najbolj dosegljive na očesnem ozadju, potem spremembe na venčnem žilju, se pravi pri napajanju srca, in pa pešanje ledvic do ledvične bolezni. V teh prvih fazah je najcenejša, najbolj učinkovita preventiva, se pravi, da sploh poskrbimo s svojimi ukrepi, da do razvoja tehle sprememb ne pride. Če imamo te spremembe že očitne, lahko poskrbimo z zdravljenjem in pojačanjem sprememb življenjskega sloga, da vsaj vztrajamo na tem nivoju ali pa celo rahlo izboljšamo situacijo, medtem ko pri napredovali srčni in pa drugih boleznih, si pa prizadevamo za upočasnitev neodložljivega z vsemi zapleti, ki prihajajo vmes. Na drug način, koliko smo lahko uspešni, je največ, kar lahko dosežemo, je zmanjšanje srčno-žilnega tveganja za okrog 1/4 vsega tega. Tako da ni vseeno, ali dobimo preiskovanca, ki je na začetku svojih bolezni in se njegova možnost za usodne dogodke v 10 letih zmanjša samo iz 10 na 7,5%. Tle se zdi strašno dober uspeh, ampak to so izredno bolni ljudje in pridemo iz 50% samo na tretjinsko možnost, recimo, da bo nastopila smrt v naslednjih 10 letih. Tako da imamo neke tabelce tveganja, mogoče to celo malo prezapleteno, ampak vsakeč, ko boste prišli k zdravniku, boste imeli nekaj srčno-žilnih dejavnikov tveganja, vas bo lahko razvrstil v naslednjo tabelco, ki se reče SCORE, to je za Evropo, in imamo 4 stopnje tveganja, to je na nacionalnem nivoju, se pravi majhno, zmerno, veliko in zelo veliko tveganje. Slovenije zaenkrat uspeva, da je v državah z zmernim tveganjem, kakor so naše sosede. Hrvatom in Madžarom gre malo slabše kot nam, ampak smo primerljivi z recimo Italijani in Avstrijci. No in tle običajno iz obiska pol določimo, oziroma tudi družinski zdravnik, če ste mladi, imate nizek holesterol, če ste ženska in ne kadite, je vaše tveganje, da se bo v naslednjih 10 letih nekaj slabega zgodilo z vašim srčnim ali pa žilnim sistemom, manj kot 1%. Obratno, če ste starejši gospod, okrog 70 let, ste kadilec, imate visok holesterol, recimo okrog 6 in pa visok krvni tlak, v tem primeru je vaša možnost, da boste v naslednjih letih umrli 25%. Tako da je to resen razmislek, kako naprej. Tako da to se da za vsakega odraslega posameznika izračunati.
No, zdaj pa mogoče malo še tehnologija meritev krvnega tlaka. Vsi poznamo malo starejši sfigmomanometer, ki je še vedno najnatančnejša metoda za meritev krvnega tlaka, vendar so zaradi toksičnosti živega srebra prepovedani, no, tako da so nam vedno bolj na razpolago polavtomatski ali pa avtomatski merilniki. In kot vidite, tle je nekaj profesionalnih modelov, ki jih boste srečevali v ambulantah, kjer vam bojo skrbno skušali izmeriti krvni tlak. Podobni merilniki so tudi za domačo uporabo in zadnji krik tehnologije je povsem integriran merilnik, je baterija in ves software je v sami manšeti vgrajen, merimo krvni tlak na nadlahti in to lahko celo povežemo z mobilnimi telefoni. Problem pri meritvah krvnega tlaka smo mi, zdravstveni delavci, ker kot vidite to iz precej starega zapisa merjenja krvnega tlaka od utripa do utripa, to je okrog 100.000 vrednosti na dan. Vidite, da se stvari radikalno spremenijo, ko zdravnik vstopi v sobo, pridemo iz normalnega krvnega tlaka kot neka podzavestna reakcija, kaj mi bo pa tale tip zdajle slabega naredil, in je to čisto podzavestno. Nekateri imajo zelo izrazito to reakcijo, nekateri neopazno, ampak ponavadi je to naš resen problem meritev krvnega tlaka v ambulantah. Zato so izdelani protokoli, kako se moramo pred meritvami obnašati. To traja približno 15 minut, da se natančno izmeri krvni tlak. Na žalost imajo pa družinski zdravniki samo 7 minut časa, da vas pregledajo, tako da to bomo morali delati še na tem, da se bo zadeva izboljšala. To velja tudi za meritve krvnega tlaka doma, da v zadnje pol ure ne smete narediti nič izrazitega, ne smete kaditi, uživati več kave, večjega obroka, imeti večjega napora. Potem morate zagotoviti miren prostor z udobno temperaturo. Pred samo meritvijo mirujete 3 do 5 minut, da se povsem sprostite in med meritvami in med samim merjenjem ne smete govoriti, ker vse to vpliva na krvni tlak. Sedeti morate udobno s podprtim hrbtom, stopala morajo biti na tleh, ne smejo bingljati, noge ne smejo biti prekrižane in če ste vse to zagotovili, vam manjka samo še ustrezna velikost manšete, to je zelo pomembno. Če je premajhna, bo vaš krvni tlak previsoko izmerjen, če je prevelika, bo prenizek in ne smejo biti oblačila preveč, bi rekel, tesna, tako da je najbolje, da je roka razgaljena. In če ste namestili manšeto na sredino nadlahti, pritisnili 2-krat na meritev krvnega tlaka doma, 3-krat v ambulanti in upoštevali povprečje meritev, to je vaš trenutni krvni tlak. Še vedno velja, da je vse, kar je pod 140/90 normalno, s temi manj pomembnimi kategorijami, optimalen, normalen, visoko normalen krvni tlak in pa potem zvišan krvni tlak stopenjsko, odvisno od tega, kako bo izmerjen, pa kako bo visok, bo ukrepal tudi vaš zdravnik. In pri starostnikih je posebna kategorija je izolirana sistolična hipertenzija, se pravi izključno zvišan zgornji krvni tlak. Če boste imeli krvni tlak samo na en način, lahko da ne bo krvni tlak ocenjen pravilno. Zato si pomagamo z metodami merjenja krvnega tlaka zunaj ambulante, to je ali merjenje krvnega tlaka doma, tako da preiskovance prosimo, da se merijo krvni tlak doma, ampak tehnično dobro, ali pa celodnevno spremljanje krvnega tlaka, to je avtomat, ki meri krvni tlak v 1 ali 2 dneh zaporedoma in se pol na osnovi množice meritev lahko vidi, kakšna je dejanska vrednost. To je drugače referenčna metoda, ni pa zelo dobro dosegljiva in je tudi draga. Tako da poznamo poleg prave normotenzije obstojne hipertenzije, se pravi normalen krvni tlak, dejansko zvišen krvni tlak, tudi hipertenzijo bele halje. To je okoliščine, ko je krvni tlak v ambulanti vztrajno zvišan, potem pa izmerimo krvni tlak še z drugimi metodami in ugotovimo, da je pravzaprav normalen. In te preiskovanci ne rabijo zdravljenja, rabijo pa sledenje, ker
pri njih lahko v naslednjih nekaj letih pride do prave hipertenzije. In pa prikrita hipertenzija, to so pa ljudje, ki se pri zdravniku v ordinaciji uspejo toliko sprostiti, da nimajo še zvišanega krvnega tlaka, ko pa izmerimo krvni tlak v teh z metodami zunaj ambulante, pa ugotovimo, da pravzaprav imajo zvišen krvni tlak. Te seveda živijo najnevarneje, ker niso zdravljeni, tudi večinoma ne vemo, da imajo zvišen krvni tlak in njihovo srčno-žilno tveganje je pomembno. Tudi zdravljena hipertenzija je nevarnejše stanje kot normalen krvni tlak in pa hipertenzija bele halje zelo podobna normalnemu krvnemu tlaku. Tako da, če greste k zdravniku in vam izmer zvišen krvni tlak, ni nujno, da je ta krvni tlak dejansko zvišen v vseh okoliščinah. Zato je pomembno več obiskov in pa merjenje zunaj ambulante. Zdaj, da bi pomagali, da bi vse več ljudi se zavedali svojega krvnega tlaka, je Slovenija dokaj dobro poskrbela. Imamo referenčne ambulante, preko 700 jih je v Sloveniji, ki vas aktivno kličejo v različnih starostnih obdobjih na merjenje krvnega tlaka. In na žalost, če se tega ne udeležiš, niti ne zveš, da je kaj narobe. Imajo več časa, da se vam posvetijo posebej, kar se tiče hipertenzije in pa neke občasne akcije. Svetovni dan hipertenzije, 17. maj vsako leto in običajno ga nekako proslavljamo ali pa opozarjamo na hipertenzijo z mesecem meritev maj. Veliko lekarn sodeluje, veliko referenčnih ambulant in pa večjih zdravstvenih ustanov, tako da če ste se tega dogodka udeležila, mogoče veste za svoj krvni tlak. Seveda lahko veliko sami naredimo za svoj krvni tlak oziroma za srčno-žilno okoliščine. Ohranjati moramo telesno težo, redno telovaditi, jesti sredozemsko prehrano z veliko sadja in zelenjave, omejujemo vnos soli, maščob in sladkorja, skratka koncentrirane hrane, omejimo ali opustimo alkohol, pomembna je opustitev kajenja. Kofein ni povsem nezaželen, ampak pri tistih, ki jim slabo vpliva, ga raje odsvetujemo, drugače pa do neke mere srčno-žilno in protirakotvorno zaščiten. In pa sproščanje. Pomembno je, da si redno preverjate svoj krvni tlak, vsaj enkrat letno, seveda, če do zdaj ni bilo ugotovljeno, da imate zvišanega. No, pri bolnikih so pa pomembna tudi antihipertenzivna terapija in urejen krvni tlak. Za nalašč sem spustil rdečo peso, ker dvomim, da jih veliko ljudi to uživa, ampak vpliva na krvni tlak. Pomembne so tudi državne akcije, to je predvsem omejevanje soli v konzervirani hrani, v kruhu, skratka tam, kjer se nas večina srečuje z polpripravljenimi ali pripravljenimi izdelki, ker je znano, če bi uspeli znižati povprečje sistoličnega krvnega tlaka samo za 2 mm živega srebra v celotni populaciji, to pomeni 7% znižanje tveganja za ishemično srčno bolezen in 10% tveganje za možgansko kap. Se pravi, da bi iz tistih 4000 prišli na 3500, to pa bi že nekaj pomenilo. Zdaj pa nekaj malega še o demenci. Mi nekje v srčno-žilni medicini smo vajeni bolj vaskularne demence, ki se včasih omenja tudi kot multiinfarktno demenco in vaskularno kognitivno motnjo. In v osnovi gre za demenco, ki jo postopoma povzročajo težave pri oskrbi možganov s krvjo. Običajno gre za manjše možganske kapi, ki so morda celo neopazne, z neznatnimi okvarami, ki pa postopoma postajajo vse večje in to postopoma pripelje do kognitivnega upada. Drugače, če se koncentriramo na delovanje možganov, že sam visok krvni tlak obremenjuje žilno steno, ki reagira tako, da je bolj hipertrofirana, se pravi, da je debelejša, trša, ožja. To vidimo pa tudi kot odlaganje plakov, kot arteriosklerozo.
in potem lahko pride do nekega povprečnega zmanjšanja hranil in kisika. Možganska kap pomeni vedno odmrtje možganskih celic, ne, to je infarkt, ali je ishemična, se pravi, da se žila zamrši pred tem tkivom, lahko gre pa za krvavitev, ne. To je pa možganska kap zaradi krvavitve, vendar so posledice podobne. Poznamo še take mikrokrvavitve, ki jih komaj zaznavamo, in to pripelje do okvare pod sivino, ne, v belem delu možganovine, kjer se pač to na različnih diagnostičnih postopkih da razlikovati in videti, kakšne okvare smo imeli pred tem. Zdaj, na žalost, moram reči, da pravzaprav zelo dobrih raziskav o povezavi med vaskularno demenco in visokim krvnim tlakom, kako nevarno to je, ni, ker vse naše preiskave so koncentrirane na srčno-žilno tveganje in večina preiskav nekje 5 do 6 let poteka, potem pa so včasih podaljšana opazovanja, ki niso tako natančna in ne moramo čist o tej povezavi se znanstveno pogovarjati, ampak vemo, da na dolgi čas slabo zdravljenje in vse te stvari vplivajo na to. In kot kaže, je zelo pomemben slabo zdravljen visok krvni tlak v srednjih letih, tam, kjer zamudimo največ časa in priložnosti, da bi pravzaprav relativno enostavno lahko krvni tlak obvladali z malo zdravili ali pa samo splošnimi spremembami življenjskega sloga, to, kar bi morali pravzaprav vsi po malem skrbeti za to. No, in govorimo predvsem o vaskularni demenci, ni pa povsem jasna povezava med Alzheimerjevo boleznijo in vaskularno demenco. Vemo, da Alzheimerjeva bolezen nastopa nekoliko kasneje kot vaskularne demence, ki pri zelo bolnih lahko nastopajo že v srednjih letih, predvsem po možganskih kapeh. Vaskularna demenca je druga najpogostejša oblika demence po Alzheimerju, ne, in okoli 1,5% starejših je prizadetih zaradi tega, seveda narašča tako kot srčno-žilne bolezni, in pa pri tistih, ki so preboleli možgansko kap, je ta možnost, da se ta demenca razvije, je precej velika. Tako da verjetno tele stopnje demence pri posamezniku lahko preskočim, ker o tem več so, po mojem, vam že razlagali več psihologi, pa psihiatri, pa nevrologi, ker je to njihova domena, ampak seveda demenca lahko od minimalnih motenj, ki so morda celo neopazne, pa do popolne onemogočenosti posameznika, ne. Tako da je potrebno so spremembe življenjskega sloga tudi v tem obdobju, da vsaj upočasnjujemo nadaljnji potek, seveda čim boljše zdravljenje vseh okoliščin, kot je zvišan krvni tlak, holesterol, kri, sladkorna bolezen in pa druga podpora, ne, okolice, predvsem fizioterapevtov, delovna terapija, razne aktivnostne terapije, ki zavirajo razvoj demence, in pa psihološka obravnava. Nenazadnje moramo popravljati okolje, da je čim bolj varno, da je čim manj padcev, da je čim bolj bolnik vajen svojega okolja, da ni nekih presenečenj v takem okolju. In pa seveda pomembna je tudi podpora svojcem, ker da niso nekje izpostavljeni različnim emocionalnim okoliščinam, ki so nekje pri takem bolniku neupravičene, ker ni za nič pravzaprav sam kriv, ne. Zdravila so taka kot pri drugih oblikah demence, predvsem zaviralci holinesteraze. Tako da, če bi počasi zaključil, je pomembno, no, pravzaprav za vse prebivalce, tudi zdrave, da se držimo vseh teh ukrepov, ki sem jih prej prikazal že pri srčno-žilnih bolezni, no, posebej pri demencah so pa pomembni ti obkroženi
ukrepi, kot je ohranjanje teže, redna telovadba, ustrezna prehrana, opustitev kajenja in pa še vedno preverjanje krvnega tlaka in pa drugih srčno-žilnih okoliščin. Jaz se zahvaljujem za vašo pozornost.